Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav. Pred nami je nova oddaja s farmacevtom za zdravje v našem studiu. Televizija pa gostimo Bojana Madžarja, magistra farmacije Pomurskih lekarn. Bojan, lepo zdrav. Pozdravljeni. Današnja najina tema bo primerna času, ki je pred nami, ne? Gre za poletje in tema ima seveda namen, je tudi naslov zaščita pred škodljivim vplivom sončnih žarkov in pa seveda kako zadeve potem sanirati oziroma popravljati oziroma kako se z sončnimi opeklinami tudi spopadati. Kot sem dejal, poletje je pred nami in seveda tudi razmere, ki so v zadnjih letih, kar se tiče teh ozonskih lukenj, vpliva sonca, vse bolj nas opozarjajo farmacevti, zdravniki, da je treba seveda biti pazljiv, predvsem v prvih dneh, ko prihajamo na sonce, in pravzaprav kakšna je ta škodljivost sončnih žarkov za človeka nasploh. Ja, res je, to že vrsto let govorimo, ne? Dermatologi imajo praktično vsako leto kakšno akcijo zaveščanja o teh škodljivih učinkih sončnih žarkov. Predvsem teh sončnih opeklin se najprej bojimo, ker jih najprej zaznamo, pa potem tudi najbolj nas pestijo, če pač predolgo vztrajamo nezaščiteni pred nekje na sončni pripeki, drugače pa mogoče za tiste, ki so malce nečimrni, tudi sonce oziroma sončni žarki so glavni krivec staranja kože, ali pa če nas skrbi za zdravje, sončni žarki so nedvomno povezani z nastankom kožnega raka. Kakšen je potem ustrezen pristop, recimo v teh poletnih mesecih? No, vem, tudi malce spremljam to trend, svoj čas so tudi bili ti solariji tako popularni, zdaj temu več ni tako, strokovnjaki, zdravniki prav opozarjajo na to in kakšen bi bil ustrezen pristop, morda je to najpomembnejše, sploh, da preprečimo že nastalo škodo potem, ne? Tako je, najbolj nevarno je takrat oziroma največja intenzivnost sončnih žarkov je poletnih, ne? Tako da takrat od spomladi potem naprej se opozarja. Poznamo tako imenovane 3 stebre zaščite, ne? To že dostikrat v vrtcih učijo že naše najmlajše. Prvi steber je pravilno sence, ki pravi, da smo takrat, ko je sonce najbolj intenzivno, enostavno v senci, ne? Da iščemo senco, zdaj tisti, ki že poznamo uro, ne? Si potem lažje zapomnimo, da je nekje od 10. ure dopoldan pa do nekje 4. ure popoldne najbolje biti v senci. Otroke pa enostavno, ki še ure nekako niso usvojili, pa učimo, da takrat, ko je njihova senca nekako krajša od njihove telesne višine, ne? Da je takrat najbolje biti v senci. Drugi steber je potem fizična zaščita, se pravi, če ne moremo biti več ta čas v senci, pa bodimo vsaj pretežno pač našo kožo zaščitimo z obleko, dolgi rokavi, dolge hlačnice, klobuk, sončno očala in podobno. Svetle barve, ne, menda oblek boljše pa to, ne, seveda, bolj odbija da bolj odbija, ne, da tudi ne prihaja do pregrevanja, kar je tudi lahko težava, tudi kot zdravstvena težava marsikoga, celo kakih starejših pa kroničnih bolnikov. No, potem je pa ta tretji steber zaščite, ker pač tiste dele kože, ki jih enostavno ne uspemo fizično zaščititi, pa zaščitimo z zaščitnimi sredstvi, da preprečimo potem vse te neugodne vplive sončnih žarkov. Zdaj, ko bova šla na temo zaščitnih sredstev, ne, in kaj izbrati, kako. V roke mi je prišlo menda v ponedeljek ta teden prospekti, reklame, ki prihajajo menda vsi zdaj, ne, trgovine, veletrgovci različnih, ne bomo zdaj reklame delala, ne, ena ali pa 2 strani zaščitnih sredstev. Človek se skoraj da, pa se malo spoznam na reči, ne znajdem, kaj po čem bi posegal za zaščito, ne. Seveda tu moramo, verjetno, kar je najpomembnejše, faktor tisti, pa ko to kupujemo, kaj je Bojan pomembno, kaj je tisto, da izberem najbolje. Ja, nekdaj je bilo zelo veliko teh različnih zaščitnih faktorjev, verjetno je to tisto prvo, kar gledamo, ne? Tista številka, poleg SPF-ja, ko v angleščini pomeni Sun Protection Factor oziroma
faktor zaščite pred sončnimi žarki. Danes recimo vsaj Svetovna organizacija zdravstvena govori o tem, da bi naj kupili vsaj izdelek z zaščitnim faktorjem 15 ali več. Dermatologi so še malce bolj glede tega, bom rekel, tako strogi, pravijo nekje 30, da bi bilo najboljše kupiti, razen v določenih primerih, recimo pri otrocih ali pa pri nekom, ki ima neko alergijo na sonce, recimo takrat pa se odločimo za faktor 50+. Torej, tu ni ne vem kakšne razlike, se pravi ali 30 ali 50, pač odvisno, ker od teh, se pravi večina 30 vsaj, ne, nekateri pa tudi 50. Ampak ta faktor govori o zaščiti pred UVB žarki, se pravi, govori o zaščiti pred pojavom sončnih opeklin. Mi se seveda želimo zaščititi oziroma preprečiti potem z ustrezno zaščito tudi staranje kože pa nastanek kožnega raka. Tukaj moramo potem izbrati zaščitno sredstvo, ki ščiti tudi pred UVA žarki, ki so recimo tudi prisotni v solarjih, zato tudi dermatologi že vrsto let odsvetujejo solarije. Zdaj, kako izbrati tak faktor? Zdaj, Evropska unija nekako je uvedla ta piktogram, ki zavezuje proizvajalce zaščitnih sredstev, če imajo ustrezno zaščito, torej, ko uporabijo tudi snovi, ki preprečujejo tudi pač prodiranje UVA žarkov, da to navedajo na zunanji ovojnini z tem piktogramom, ki izgleda kot UVA natisnjeno in obkroženo, ne. Na ta način potem lahko ugotovimo, če ščiti tako pred UVB kot pred UVA žarki. Drugače pa, večinoma kupujemo ta zaščitna sredstva, ker gremo na morje, na jezera, reke, bazene, ne. Se pravi, tam smo potem manj oblečeni in moramo pač to kožo zaščititi pred soncem, takrat smo tudi v stiku z vodo, tako da bi svetoval še, da v takih primerih gledamo oziroma iščemo sredstva, ki so vodoodporna, kar pomeni, da vsaj nekje 40 minut zdržijo, ostanejo na koži, tudi če smo v stiku z vodo, ne? Ker drugače nekatera druga sredstva pa zelo hitro lahko potem tudi sama voda spere z kože in seveda to je potem neučinkovito sredstvo v takih primerih. Drugače pa zelo odvisno tudi od tega, kdo uporabi, kje bo uporabil, ne. Imamo različne tipe kože, nekateri imajo bolj masno kožo, nekateri mogoče bolj suho in jim mogoče ustreza neko sredstvo, ki je malo bolj masno, nekateri bi radi zelo bolj tako, da omogoči koži, da diha, ne. Nekdo rabi mogoče res za kakšne športne aktivnosti ali pa zunaj na sprehodu, potem ne rabi takega vodoodpornega sredstva, mogoče bolj tak lahko zadevo, ker pa ti formulacije so zelo različne. Imamo mleka, imamo kreme, gele, imamo pršila. Olja. Vsak zaprisega pravzaprav na svoje. Nekateri pravijo, olje je, bomo rekli, tisto, ne, drugi mleko, tretji kreme, posebno obrazi so bolj s kremami kot s nečim tem, ne. Bojan, je pa verjetno tudi odvisno pravilno nanašanje teh zaščitnih sredstev na telo, na kožo, ne. Ni vseeno, malo pošpricamo pa gremo, oziroma kdaj se pravzaprav to začne uporabljati in kolikokrat pravzaprav lahko to vsakih 10 minut se pomalen mažemo ali vendarle ne. Veliko napak ljudje delajo s tem, da se ne zaščitijo dobro, potem pa seveda je posledica recimo zvečer opečena koža, tako da to je tisto, kar najprej vidimo, ne. Največkrat je to posledica neuporabe, ne vem, slabše kakovosti tega zaščitnega sredstva, ampak napačne uporabe. Na splošno velja, da recimo, če smo na morju, pa se odpravljamo na plažo, se že doma namažemo, ne? Ko je koža še hladna, ko se ne znoji intenzivno, lepo nanesemo zaščitno sredstvo, kamor pač, kar ne bo zaščiteno fizično, ne? In potem gremo na sonce.
in potem ponovimo to nekje na 2 uri, oziroma mogoče še včasih pogosteje, če smo veliko v vodi, pa je zelo močan veter, recimo, pa se pogosto drgnemo z brisačo in podobno. Drugače pa premalo nanašamo. Nanesti je treba vse povsod, kar želimo zaščititi, in tako dobro, da vsak centimeter dejansko pokrijemo. Zato bi recimo ena odrasla oseba rabila, tako če smo v kopalkah, tudi tam 20-30 ml zaščitnega sredstva, kar pomeni, da če gremo za teden dni na morje, verjetno eni osebi tistih 200 ml, 250 ml ne bo dovolj, ali pa glih. Včasih se pa zgodi, da cela družina s polovičko še pride domov, kar še kaj prišparajo. Seveda, je potem že to znak, da smo premalo nanesli. Bojan, nekdo si misli, zdaj sem na soncu, zdaj sem namazal, v senci pod nekim drevesom, pod senčnikom, pa vse ni treba se mi mazati. Ampak zanimivo, da nas tudi tam užge sonce, negativni vplivi, kot v vodi, pravijo, da se celo, če si dosti vode, ven z vode, v vodo, če si nekje ob vodi, kaj ležiš, pač voda je neke vrste zrcalo, tudi odbija, medtem ko tudi kapljice vode, ko pridemo ven iz vode, če večkrat gremo notri in ven, recimo, ko skačemo ali pa kaj podobnega, tudi bojda sončne žarke pojačajo. Kako je s tem? Ja, nažalost res. Včasih gremo v gore, pa nas tam opeče, pa niti ne čutimo tiste, ker je zunanja temperatura, pa je oblačna. Oblaki prepuščajo tudi UV žarke, recimo, potem se ti odbijajo od vseh površin, od vode, od peska, in nažalost pol prihaja, kljub temu, da nekako je varljivo to vreme, da nimamo občutka, da bi bilo močno sonce, pa nas vseeno opeče, tako da tudi v teh primerih biti previden. Zagotovo. Govorila sva o preventivi, kako zadevo preprečiti, kaj pa, če vendarle se zgodi, da nas opeče, smo premalo pazljivi, mislimo se, tega jaz ne potrebujem, sem bolj temne polti in tako dalje. Ko nas vendarle sonce opeče, kaj storiti, kaj postoriti? Ja, če nekako poslušamo svoje telo, bomo ugotovili, da nam več ne paše iti na sonce. Tako da takrat se kar tako pozavestno malce omaknemo v senco, kar je prav. Treba je dati koži čas, da se regenerira. Prišlo je do poškodbe kože, to se pač regenerira, traja nekaj časa, nekaj dni, zdaj odvisno, kako hude so seveda te opekline. To je težko enotno povedati, koliko časa, ampak bolje je, da smo nekje v senci naslednje dni. Definitivno tudi pomaga hlajenje, celo na začetku. Vseeno svetloba je elektromagnetno tudi valovanje, se pravi, prihaja do prenosa energije, ki se sprošča v koži tudi v obliki toplote, tako da fajn je to toploto čim prej oddati. Na ta način zmanjšamo tudi nadaljnje poškodbe same kože, tako da neko tuširanje večkrat čez dan, hladne kopeli, neki spreji tudi, neki spreji obstajajo, recimo sončenje, ki hladijo bojda, ne vem. Ja, vse imamo veliko teh pripravkov, recimo, sredstev, ki vsebujejo, predvsem so to taki losjoni ali pa pršila ali pa geli, ki vsebujejo veliko vode. Voda, ki jo nanesemo na kožo, hidrira samo kožo, ker ta koža je potem taka suha in sušena, izhlapeva na naši koži in potem s tem izhlapevanjem se uporablja to toploto, ki jo želimo dati, tako da to je definitivno v redu. Ta sredstva potem lahko vsebujejo določene snovi, ki pospešijo regeneracijo kože, določene antioksidante, ki lovijo te proste radikale in zmanjšujejo nadaljnje poškodbe kože, tako da ni slabo potem še poseči po čem takem. Bojan, tak spomin nazaj, ko se spomnim najstniških let, ali pa ko smo to hodili v kolonije, ko smo hodili brez staršev nekam, tam vem, da so nas, tiste, ki nas niso kaj dosti mazali, pa nas je sonce opeklo, z neko ribjo mastjo so nas mazali. Cela spalnica je bila, kot da bi bil v ribarnici, tako je dišalo. Še obstoja to, vem, da je bila ena taka precej gosta, ampak prozorna krema, ampak res ribja mast, po ribah je dišalo.
Ja, imamo še ribje mazilo, recimo, Ja. se lahko uporablja, ker vsebuje tudi veliko vitamina A, ki pomaga pri regeneraciji še kože, obstaja tako da to. učinek ima. To priporočamo predvsem v primeru kakih opeklin, ko se, ne vem, spečemo na štedilnik in podobne. Se pravi, manjši del kože je opečen, takrat si lahko nanesemo to. Drugače pri sončnih opeklinah pa mogoče ni najbolj pravšnja izbira, ker vseeno gre za mazilo, ki takrat, ko ga nanesemo na kožo, naredi tako okluzijo čez, prepreči slapevanje kože, poveča zadrževanje toplote v sami koži, tako da z tega vidika ni najbolj uporabna zadeva. Boljši so kakšni losjoni in geli, ki vsebujejo veliko vode. To mazilo je pa bolj rezervirano za kakšne te manjše opekline, ki nastanejo kot nesreča ob kuhanju in podobnem. Zdaj ste rekli manjše opekline, večje opekline, ne? Vprašanje, ali lahko saniramo, pozdravimo te sončne opekline sami ali pa vendarle moramo do zdravnika. To je verjetno od stopnje odvisno, ali se nam koža lušči ali ne, ali je to globoko že se zajedle, mislim, posledice tega, ne, verjetno tudi reakcije pri ljudeh so različne, nekdo lahko dobi vročino, kaj jaz vem, nekdo ne, lažje to prenaša. Večinoma teh stvari lahko bržkone sami opravimo, ampak do zdravnika pa je v težkih primerih tudi nujno. Ja, večinoma sami, samozdravljenje, s temi ukrepi, kot sva opisala, lahko gremo v lekarno po kak losjon ali pa gel, da lajšamo težave in pa pospešimo celjenje. Včasih pa je res hudo, lahko pride do slabosti, bruhanja, trebušnih bolečin, krčev, omedlevice, poviša se nam puls, lahko dobimo vročino, ne. To so pa vse znaki, ko je pa najbolje iti k zdravniku. Včasih je enostavno treba tudi tam, ne vem, izvesti rehidracijo in preprečiti kakšne okužbe, ne, tudi teh mehurjev ne nekako prepikati, jih pustiti kot take, naj se sami posušijo, ker drugače tvegamo bakterijsko okužbo, kar pa lahko zadevo kar precej poslabša. Kaj boste rekli še mogoče na to, da vas vprašam takole pod vprašanje svoj čas, pa še danes nekatere, predvsem ženske, to delajo sama. Neka zaščitna sredstva doma, poznam recimo olivno olje pa orehi zelene, ki se to macerirajo, kot se to reče strokovno, pa se potem s tistim mažeš, sicer si bolj rjav, pa roke imaš bolj rjave, ne. Eni se mažejo z olivnim oljem, zaprisega, da je to najboljše zaščitno sredstvo, spet drugi različne tinkture delajo, ki se mažejo. Je kaj strokovnosti v tem? Je recimo to način, da se zaščitimo? Ja, tle bi opozoril lahko tudi z narave, določene spojine, ki jih nanesemo, potem sami naredimo nekaj mazila ali podobno. Nanesemo na kožo, lahko naredimo več škode kot koristi. Nekatere snovi odreagirajo na koži na ta način, da povzročijo kakšne reakcije, ki nekako spominjajo na te alergijske reakcije. Velikokrat je pa tudi problem, da tukaj ni ta zaščita tako močna, da bi lahko zagotovila tisto, kot jo zagotovijo dejansko ti kozmetični preparati. Tako da v glavnem sem glede tega zadržan. Nažalost pač ni tolikšna učinkovitost. Zdaj danes imamo veliko izbiro. Marmelade so bojda že nekaj podobne. Marsikaj se dobi, različne cene so tudi, pa verjetno lahko vsak zase najde primerna. Takole ob koncu današnje oddaje, tema je bila seveda zaščita pred negativnimi vplivom sončnih žarkov, nega telesa potem. Če strnete tako na kratko, kaj bi vi svetovali našim gledalkam in gledalcem, Bojan, takole pred poletno sezono? Enostavno to, kar že pravijo te stebri zaščite, ker tiste opekline so tisto nekaj, kar vidimo in hitro tudi gre mimo. Koža enkrat, ko se postara, lahko kupimo ne vem kako drage kreme, pa procesa ne obrnemo nazaj. Bog ne daj, da se zgodi kožni rak, nažalost je dokazano večkrat, ko si imel opekline, recimo že v otroštvu, večja je verjetnost kožnega raka kasneje v odrasli
dobi in to je en zelo pogost rak, ki še vedno incidenca narašča. Tako da se pravi, pravilo sence, fizična zaščita, če pa ne gre drugače, pa tudi kako zaščitno sredstvo in to je to, da bo miren dopust, da bomo uživali na dopustu, pa tudi da zaradi nekega nespametne odločitve ne bomo obžalovali še naslednja desetletja. Bodi tako, hvala za današnji obisk, hvala za nasvete, kar se tiče sončenja in seveda tistega, kar sledi v poletnih mesecih. Seveda tudi vam, cenjene gledalke in gledalci, želim prijeten dopust, počitnikovanje, ne preveč izležavanja na soncu, če pa že, potem pa poskrbite, da bo vaša koža ostala takšna kot takrat, ko ste šli na sonce. Do prihodnje oddaje, ki bo tudi verjetno kaj poletno obarvana, pa vam želiva z Bojanom vse dobro in srečno.